V tokratnih osnovah investiranja v plemenite kovine si bomo pogledali del, ki govori o zlatu v centralnih bankah. Zlato je bil v zgodovini temelj denarnega sistema in je predstavljal verodostojnost izdanega denarja. Države so lahko izdale samo toliko denarja, kot so ga imele kritega v zlatu. Z leti se je pokritost denarja z zlatom zmanjševala. V današnjem času je zaradi skoraj eksponentno hitrega povečevanja denarja v obtoku pokritost z zlatom minimalna. Kljub temu imajo centralne banke še vedno v zlatu del svojih deviznih rezerv, nekatere celo zelo velik del. Mario Draghi, guverner Evropske centralne banke oziroma bivši guverner Centralne banke Italije, je v enem izmed intervjujev dejal, da je za centralne banke zlato dobra zaščita in diverzifikacija rizika ter da ga ni pametno prodati. Je torej za centralne banke zlato zaščita in diverzifikacija rizika, ali je potem tudi za vas? Koliko imate naložbenega zlata v svojem premoženju kot diverzifikacijo oziroma zaščito? Glede na podatke iz februarja 2019 imajo največ zlatih rezerv ZDA, nato Nemčija, Italija in Francija. Vse imajo več kot 60% vseh svojih rezerv v zlatu. Slovenija ima v zlatu le 3,2 toni, ki so shranjene v Evropski centralni banki. Najhitreje zlate rezerve povečujeta Rusija in Kitajska. Če bi Kitajska želela povečati delež zlata v svojih rezervah, bi morala kupiti vsaj za 10-letno vso proizvodnjo zlata na svetu. Od leta 1988 do leta 2009 so bile centralne banke neto prodajalci zlata. Dejansko so bile tudi takrat cene zlata ekstremno nizke in so prodajale svoje zlate rezerve po najnižjih cenah. Od leta 2010 naprej pa so centralne banke zopet neto kupci. V zadnjih 12 mesecih je 10 centralnih bank kupilo dobrih 503 tone zlata. Vrednost kupljenega zlata je znašala 21 milijard ameriških dolarjev. V srebru bi to predstavljalo več kot 7-letno proizvodnjo vseh srebrnih palic in srebrnikov skupaj. V prvem letošnjem četrtletju pa so centralne banke povečale svoje zaloge zlata za 145,5. To pomeni kar 68% povečanje glede na enako obdobje lanskega leta. Koliko pa ste vi povečali vaše premoženje v zlatu in srebru v zadnjih 12 mesecih? Če vas zanima nakup zlata in srebra ali pa samo dodatne informacije, vas vabim, da stopite v stik z nami preko enega izmed tukaj navedenih načinov. Če se za nakup odločate prvič, pa vam pred prvim nakupom priporočamo individualno svetovanje, ki vam ga v podjetju Elementum nudimo po celi Sloveniji. Z veseljem bomo na področju vaše investicije v plemenite kovine skupaj z vami našli pravo rešitev.